Poglejte ga no, kako je lep. Ja, tale vinograd, a ni čudovit. To je vinograd ene prav posebne Slovenke. Pozdravljeni veseljaki in veseljakinje. Moje ime je Marjetka Gričnik in sem kitaristka skupine Slovenke. In danes se vam javljam kar iz naše kleti. Namreč doma imamo vinograd s 600 trsi. Vinograd je star okoli 35 let in se nahaja v Slovenskih Konjicah, natančneje v Bezini na obrobju Škalc. S takšno dejavnostjo je zelo veliko dela, pravi mlada in nadarjena glasbenica. Vse od rezanja, vezanja, opravljanja zelenih del, škropljenja, trganja zalisnikov in pa seveda, kar je zelo pomembno, do kletarjenja. Je pa res, da tukaj moram poudariti, da tisto dobro vino nastaja v vinogradu in ne v kleti. Odlično vino lahko dobimo namreč samo iz dobrega in zdravega grozdja. Marjetka si tukaj trenutno ureja tudi dom s svojim partnerjem. Ker je za ta okoliš vinogradništvo značilno, sta se odločila, da prevzameta to dejavnost. V našem vinogradu je kar nekaj sort grozdja, in sicer laški rizling, šardone, vrbovec, štajerska belina oziroma radfol, šipon in od rdečega še modra frankinja in žametna črnina. Zelo pomemben dogodek je trgatev, ki pa je letos zaradi situacije potekala malo drugače. Grozdje so potrgali samo ožji družinski člani. Pri Marjetki Gričnik je na Martinovo zelo, zelo veselo. Je punca kar pridna, ne? No, in to ne mislimo samo v glasbenem smislu. Ker pa ima Marjetka zelo veliko žlahto in vsi so zelo žejni, je seveda treba pridelati tudi nekaj vinca. In to tistega belega, za špricer. Ja, res je, Marjetka pravi, da največjemu štajerskemu prazniku, kot imenujejo Martinovo, posvečajo še posebej veliko pozornosti. Glede na to, da celo leto pridno obdelujemo vinograd in se trudimo za čim boljšo letino, ga ni večjega zadovoljstva na Martinovo nazdraviti z družino, prijatelji in sosedi. Čeprav je delo v vinogradu precej naporno, pa za Marjetko in njene bližnje to hkrati pomeni tudi sprostitev in neverjetno zadovoljstvo ob pogledu na dobro letino. Je pa res, da je kljub trdemu delu to neka sprostitev, kjer se človek umiri in pa seveda na koncu neko navdušenje ob pogledu na ogromno čudovitih grozdov. To vse da neko potrditev, da je bilo delo opravljeno dobro. Se sprašujete, če lahko kaj te odlične žlahtne kapljice tudi kupite od naše Slovenke? Žal ne, saj ima gospodična Gričnik, kot že prej omenjeno, precej veliko sorodnikov. Vina načeloma ne prodajamo, imamo ga veliko in ravno dovolj z žejno žlahto.